pozdravljeni v novi kroniki tedna. V knjižnici v Kranjski Gori so ta teden odprli razstavo ob 100-letnici rojstva Stanka Koširja iz gozda Martuljka. Spomin nanj in na njegovo delo sta obudili etnologinja Erika Kavalar in doktorica Rozina Švent. Razstavo pa je predstavila tudi etnologinja Zdenka Torkar-Tahir. Občinska knjižnica Jesenice si že pravzaprav leta prizadeva obogatiti svojo domoznansko zbirko. In če kdo, potem je Stanko Košir zagotovo domoznanski avtor, ki je to zbirko izredno obogatil. V samozaložbi je izdal za časa življenja kar 15 knjig. To se seveda v lokalnem okolju redko zgodi, še zlasti, če gre za samo založbo. Stanko je bil tukaj velik vzornik vseh nas, delal je za kraj, za domače rute in zapisal kar precej knjig v domačem rutaškem narečju. Zaradi tega smo se odločili, ker bi letos pač praznoval 100 let, če bi ta jubilej dočakal, pa žal je 3 leta že odkar se je poslovil. Zato smo se odločili, da združimo sile, tako Občinska knjižnica Jesenice kot Gornjesavski muzej Jesenice in Gorenjski muzej Kranj in skupaj postavili razstavo o njegovem življenju in delu. S tem je v bistvu prikazan njegov celovit prispevek, kajti bil je človek tisočih talentov. Prikazana je v uvodu njegova življenjska pot, tudi njegovi predniki, kasneje njegovo etnološko delo, njegove korenine, ki jih je tako rad zbiral, oblikoval in razstavljal, njegove miniature iz lesa in kasneje tudi potem vseh 15 knjig, ki smo jih razdelili v 3 sklope. Sklop knjig, ki je posvečen rutam, sklop knjig v narečnem jeziku in pa 3. sklop knjig z etnološko tematiko. Tako da ob 100-letnici smo na ta način želeli Stanku se oddolžiti in na ta način pravzaprav tudi obeležiti ta jubilej, ki bi ga Stanko praznoval letošnje leto. Stanko Košir je izdal 14 knjig. Že leta 1997 je uredil prvi slovar rutarskega in srenjskega govora, v katerem je zbral več kot 8000 besed. Domačemu kraju je posvetil vsa svoja knjižna dela, tudi zadnjega, ki govori o nekdanjem življenju, hišnih opravilih, tamkajšnjih obrtnikih in rokodelcih. Pisati je začel, ker se z raziskovanjem izjemne kulturne dediščine kraja takrat nihče ni poglobljeno ukvarjal, njega pa sta zanimala zgodovina in predvsem ohranjanje bogatega narečnega govora. V njegovih knjigah, posvečenih domačemu kraju, so anekdote in misli prednikov, zapisi o oblačenju, kulinariki, prehranjevanju, vzgoji otrok nekdaj in podobno. Za delo na področju zbiranja ljudskega izročila gozda Martuljka in Srednjega Vrha ter zaradi skrbi za ohranitev domačega narečja je Slovensko etnološko društvo Stanku Koširju podelilo stanovsko priznanje Murkovo listino. Prav tako je prejel tudi priznanje občine Kranjska Gora. Turistično društvo Kranjska Gora je letos znova skrbelo, da bi bil domač kraj čim bolj lepo odsvetličen. K sodelovanju so spet povabili otroke in jim podelili sadike nageljnov. Jeseni pa je prišel čas, da te nageljne ocenijo. Članice Turističnega društva Kranjska Gora vsako leto tradicionalno že v jesenskem terminu ocenimo nageljčke, ki jih otroci iz osnovne šole Josipa Vandota iz Kranjske Gore prinesejo v šolo na ocenjevanje. Zelo smo veseli, da otroci gojijo to lepo navado, da vračamo na gorenjske balkone in na gorenjska okna tudi gorenjske nageljne. In ta tradicija je že poteka v Kranjski Gori nekje okrog 15 let v sodelovanju z Gorenjsko turistično zvezo in pa seveda v sodelovanju s Turistično zvezo Slovenije. Tako da dan je bil lep,
nageljčki so bili tukaj in pa drugo leto v spomladanskih terminih pa tudi vsi otroci prejmejo ponovno nove nageljčke in pa seveda tudi člani Turističnega društva Kranjska Gora in vsi skupaj se resnično trudimo, da je Kranjska Gora z okolico vsako leto lepša, lepše urejena in seveda, da imamo na svojih balkonih in na oknih tudi gorenjske nageljne. Igralniško-zabaviščni center Korona Kranjska Gora praznuje 26. obletnico. Na praznovanje so povabili poslovne partnerje in sodelavce, ki so jim predstavili tudi načrte za prihodnost. 26-letnica Korone, kako vi vidite razvoj Korone v teh letih, kaj lahko rečete? Korona je imela zelo pester razvoj od leta 1990 dalje, pa do leta 1999, ko je bilo neko prvo obdobje korone. V tem obdobju je igralnica se nastajala, se pozicionirala in na koncu leta 1990 tudi potem pričakala prvo prenovo. No, zdaj je minilo naslednjih 17 let in kot vidite smo zopet v prenovi in je bil tudi že čas za to, da v bistvu prenovimo, izboljšamo produkt za boljšo prihodnost. Kje točno poteka zdaj ta prenova, v koliko fazah bo šla naprej, kdaj bo končana? Se pravi, prenova poteka nekje v 3 fazah, če tako rečem. Prva faza se dogaja sedaj, to je na južnem delu, dodajamo objekt, se pravi, imamo novogradnjo, prizidek. To bo nekje dokončano do konec letošnjega leta 2017. Potem pričnemo s prenovo igralnice, ki bo končana nekje do konec maja 2018. V vmesnem obdobju, nekje z marcem, pa pričnemo tudi z obnovo hotelskega dela. Hotelski del pa se bo končal, mi planiramo 1. avgusta 2018. In kaj bo v tem prizidku, v tem novem delu? V tem novem delu deloma povečujemo igralniški prostor, deloma pa v bistvu podporne prostore, ki so nujno potrebni za to, da zagotavljamo normalno delovanje igralnice. Kako ste sicer zadovoljni z obiskom v letošnjem letu? Če vprašamo kranjskogorske turistične delavce, vsi pravijo, da je sezona boljša kot lanska, občutno boljša. Kako je pri vas? Klasični turizem in igralniški turizem, to sta 2 različni področji. Načeloma klasični turizem je svoja specifika in deluje po nekem svojih zakonitostih. Igralniški turizem pa zopet deluje po svojih zakonitostih. Tako da načeloma ta rast klasičnega turizma ne vpliva kaj dosti na igralniški turizem. Kar se pa tiče samega poslovanja Korone, pa lahko rečem, da Korona od leta 2013 posluje zelo dobro, vsako leto napredujemo, vsako leto imamo boljše poslovne rezultate in seveda posledično smo si tudi zaslužili to prenovo. Od kod prihaja največ gostov trenutno? Največ gostov je še vedno iz Avstrije, nekje 50%. Potem pa drugi največji delež gostov so italijanski gosti, potem pa imamo še ostalo. Se pravi, ključno, kar je za Korono, so avstrijski in italijanski gosti. Želje za naprej? Želje za naprej, seveda prenova, da jo dokončamo. Jaz mislim, da bomo naredili en zelo lep produkt, ki gre in bo šel v sozvočju z lokalnim okoljem, alpskim okoljem, tako da bomo postali ena taka alpska igralnica, igralniško-zabaviščni center. Jaz mislim, da bomo zelo zanimivi po 1. avgustu, oziroma bomo še bolj zanimivi, kot smo zdaj zanimivi, in bomo še bolj konkurirali našim konkurentom, naš ključni konkurent je še zvezno Casino Felden. Zdaj pa, drage gledalke in gledalci, prelistajmo še koledar prireditev.
Seja Kranjskogorskega občinskega sveta bo v sredo ob 17. Volili bodo predstavnika v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter določili kandidata za člana državnega sveta. V sredo ob 17. bo tudi redna seja Bohinjskega občinskega sveta. Na dnevnem redu so predlog sprememb in dopolnitev statuta ter poslovnika občine Bohinj in prav tako izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člane državnega sveta ter določitev kandidata za člana državnega sveta. Sejo bomo prenašali na naši televiziji. Dnevi slovenskega turizma in gostinsko-turistični zbor bodo od torka do četrtka potekali v Kranjski Gori. V petek bodo praznovali 20-letnico policijskega veteranskega društva Sever Gorenjska. Jubilej bodo počastili s slavnostno akademijo, ki se bo začela ob 16. uri v kinodvorani na Jesenicah. Poleg kulturnega programa bodo na slavnostni akademiji podeljena tudi priznanja članom društva in zunanjim sodelavcem. Ob 19. uri se bo v dvorani gledališča Toneta Čufarja na Jesenicah začel koncert orkestra slovenske policije z gostom, opernim pevcem Janezom Lotričem. V soboto ob 17. bo v Ljudskem domu v Kranjski Gori na ogled otroška predstava Pozor hudobe na delu. V goste prihajajo gledališčniki iz Koroške Bele. Oktober 3 Fest, festival treh dežel, bo v soboto ob 20. v dvorani Vitrancu v Kranjski Gori. Nastopili bodo Veseli begunčani, Veseli svatje, Ekstra kvintet, slovenski muzikantje in Die Grazer Spatzen. Medobčinsko društvo invalidov Jesenice obvešča člane, da že sprejema prijave za martinovanje. Prijave sprejemajo vsak torek od 10. do 12. in od 15. do 17. v prostorih društva. Drage gledalke in gledalci, pa smo pri koncu še ene kronike tedna. Želim vam lepe dni, ki so pred nami in nasvidenje do prihodnjič.